Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane udeleženke okrogle mize, spoštovane dekanje oziroma dekanja, dragi gostje in gostje, lepo pozdravljeni, pozdravljene na dnevih enakosti spolov. Letos lahko rečemo, da so že tradicionalni, čeprav se prvič srečamo v živo. Lani je še vse potekalo na Zoomu. Danes ne bi že na začetku govorila o lepljivih tleh in steklenem stropu, ampak bi se raje pohvalila z dosežki naše fakultete. Čestitke profesorici Milici Antič-Gaber in njenim sodelavkam in sodelavcem ob uspešno zaključenem projektu Gearing Roles, katerega rezultate bomo danes tudi posredno predstavljali. Sama sem se kot dekanja obvezala, da bodo rezultati projekta trajni. V okviru pobud in predpisov Evropske unije, ki skrbijo za ženske kvote, bi tako radi zaposlili osebo, ki bo skrbela za enakost spolov, tako imenovanega uradnika za enakost, po angleško gender officer. Pobudo smo uvrstili v kadrovski načrt za prihodnje leto, kako bo s tem, pa je odvisno od ministrstva in univerze. Naša avtonomija običajno seže le do vprašanja denarja. Sicer so mi študentke zadnjič zaupale, da je enakost spolov spoštovana samo znotraj filozofske fakultete. Še vedno nas navajene na neke osnovne norme spoštljive in enakopravne komunikacije med spoloma preseneti kak minister, ki o prevzemu področja pravi, da je kolegica pred njim odlično po žensko vodila sektor in da bo sam težko tako natančen in skrben in hkrati meni, da jo je celo pohvalil. Skratka, motivacija za ozaveščanje v okviru dnevov enakosti spolov še vedno obstaja. Lahko se nam zgodi, da nam bo ženskam, ki delujemo na področju družboslovja in humanistike, enakost spolov prinesla tudi negativna presenečenja. Ko bo iz množice prijavljenih na delovno mesto treba dati prednost moškemu kolegu, ki bo nasledil kolegico, ki odhaja v pokoj. Ali pa, da bo projekt na podlagi kvot zavrnjen, ker v njem ne bo dovolj moških. Več o tem bodo povedale kolegice iz Gradca, ki bodo v okviru dnevov enakosti spolov, ki bodo trajali vse do začetka naslednje naše prireditve Liberaka, to je do sredine marca, maja organizirale okroglo mizo. Dovolite mi, da zaključim malo manj formalno z anekdoto. Ko smo pripravljali vabilo na naše dneve enakosti spolov, je tiskarski škrat namesto enakosti zapisal enskost. Morda pa prav ta enskost predstavlja končno rešitev, da bo prinesla upoštevanje in spoštovanje vsakogar, ne glede na spol in 3 pikice. Vse drugo si pa lahko mislim. Iz tega mesta. Zdaj najbrž me vsi ne poznate, moje ime je Mojca Smolej in bom spregovorila kot prodekanja za kakovost, v okviru katere sodi tudi NES. Skratka, cenjene kolegice, cenjeni kolegi, na ljubljanski filozofski fakulteti smo lahko ponosni in ponosne na marsikaj. Zaradi zgodovinskih naključij je naš prvi doktorant doktorantka. Kljub temu, da je Ana Majer študirala kemijo, si je na Dunajski filozofski fakulteti pridobila tudi ustrezno humanistično pedagoško izobrazbo. Med 11 prvimi študentkami iz leta 1919 so kar 3 študij zaključile z doktoratom. Ena je bila prva doktorica germanistike in poznejša misionarka Marijana Zalaznik, druga pa je postala prva docentka, prva izredna in prva redna profesorica filozofske fakultete Alma Sodnik, ki je bila tudi prva dekanja, tedaj edina v vsej Jugoslaviji. Kljub lepi tradiciji obetavnih začetkov in stalnih pozitivnih tendenc pa nas mora še marsikaj skrbeti. Kako to, da je na fakulteti, ki je orala ledino v smislu znanstvenic, včasih problem obračunati odmor za dojenje? Kako to, da se kljub izjemnim študijskim uspehom študentk še vedno srečujemo s statističnimi škaricami?
Namesto, da bi po doktoratu akademska kariera kolegic zacvetela, se marsikdaj žal utrne. Prizadevati si moramo tudi, da bi končno dobili kakšno štipendijo, ki bi bila namenjena predvsem znanstvenicam. Da se bo tudi med nami, med našimi naslednicami, izobrazila nova Alma, ki bo nekoč v marsičem prva, pomembna pionirka neke tudi nove stroke. Čeprav sem bila morda malo kritična, je to predvsem v luči opozarjanja, da je delo ekipe, ki skrbi na naši fakulteti za nes in v širšem pomenu za kakovost, nujno potrebna in da si prihodnosti fakultete in univerze brez nje ne smemo in ne moremo več predstavljati. Delni prikaz tega, za kar si prizadevajo profesorica doktorica Milica Antić-Gaber, docentka doktorica Živa Kos, docentka doktorica Jasna Podreka in drugi sotrudniki, je monografija samoumevnosti in nelagodja, ki jo danes tukaj predstavljamo. Vsem se najprej v svojem imenu in nato tudi v imenu fakultete zahvaljujem ne le za pričujočo monografijo, pač pa predvsem zato, da ste fakulteto popeljali na pot, na kateri lahko povsem mirno in realno pričakujemo novo Almo, ki si ne bo treba več spopadati ne s predsodki in ne z drugimi družbeno pogojenimi ovirami. Hvala. Spoštovani, naj za začetek povem, da se ta dogodek snema, tako da lep pozdrav tudi tistim, ki nas boste spremljali preko spleta. Kot je bilo rečeno, danes bo beseda tekla o izkušnjah pri nastajanju in uveljavljanju načrtov enakosti spolov v akademskem polju. Iztočnico za pogovor nam bo torej nudila knjiga z naslovom Samoumevnosti in nelagodja, sistemsko urejanje enakosti spolov v akademskem polju, ki je izšla pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naj predstavim današnje goste, ki je okrogle mize, profesorica doktorica Vesna Leskovšek z Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, doktorica Jovana Mihajlović-Trbovc iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, doktorica Romana Jordan z Inštituta Jožef Štefan in profesorica doktorica Milica Antić-Gaber z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Profesorica doktorica Milica Antić-Gaber, za začetek vas prosim za tako kratko predstavitev pričujoče knjige. Dobar dan, hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega dogodka. Knjigo, ki jo danes promoviramo in ki je rezultat večletnega, 4-letnega dela na tem projektu, ki je povezan z mednarodnim projektom Bil in Grolsko, ki je bilo že rečeno, ampak celotnim projektom, tudi ki se je vodil vsa ta leta na Filozofski fakulteti z ogromnim številom posameznikov in posameznikov, ki so pri tem sodelovali. Zakaj ta knjiga? Knjiga je nastala v želji, da se predstavi, kaj je bilo v tem času pripravljenega, po sprejetju načrta za enakost spolov, ki zdaj že vsi lepo po slovensko rečemo, ne več džep, ampak nes, kar je lepo, da se to delo, ki smo ga opravili v tem obdobju, dokumentira, da se ohrani kot podlaga za nadaljne delovanje in da se opravi tudi vsaj neke vrste refleksija opravljenega dela. Zato je pričujoča publikacija predvsem dokument časa. Dokument časa, ki priča o tem, kje smo začeli in dokod smo prišli, kaj smo opravili v tem času na zgodbi, ki je rečemo nikoli dokončana zgodba, kaj s tem želimo narediti, želimo zavarovati že doseženo, tako kot je rekla profesorica Schramberger-Brezar, zavarovati doseženo in iti od tu naprej, širiti polja tematik, s katerimi se nam doslej ni uspelo ukvarjati oziroma urediti, bodisi zato, ker je nismo prepoznali kot pomembno in relevantno in da seveda širimo možnosti spreminjanja na naši fakulteti in tudi širše. Pred nami je torej popis
na eni strani in refleksije na drugi strani stanja, ki sta bila narejena na različnih področjih in ki bodo naslednjim generacijam omogočila po eni strani, da se oprejo na že doseženo, da zaznajo praznine in sivine, da se učijo na naših napakah in da sežejo dlje seveda. Tudi zaradi pomembnosti ohranjanja institucionalnega spomina je knjiga pravzaprav pomembna, ker govori o prvih letih po uvedbi načrta za enakost spolov in pravzaprav na nek način prispeva k ohranjanju in predajanju dediščine na tem področju. Knjiga je strukturirana v več poglavij. Prvo poglavje smo poimenovali podatki. Že sam naslov hoče povedati, da smo s temi podatki imeli kar velike težave. Težave zaradi tega, ker sicer podatki so obstajali, ampak so bili neurejeni, v različnih bazah, baze niso bile kompatibilne, nismo mogli kaj dosti narediti, razen tako, kot smo sami poimenovali peš. Peš smo prenašali v eno, v drugo, preračunavali in skušali dobiti neko sliko o tem, kakšno je stanje stvari v zvezi z spolno strukturo zaposlenih, spolno strukturo študirajoče populacije, kako je z napredovanji in tako naprej. Drugo poglavje nosi naslov raziskovanje in publiciranje. Tudi tukaj so bili podatki izjemno pomembni in ta del knjige je precej obširen. Tukaj so kolegice izbrale ogromno število podatkov in informacij o tem, kakšno je stanje v zvezi z financiranjem projektov, kakšno je stanje v zvezi z vodenjem projektov, s publiciranjem, kakšno je razmerje moških in ženskih pri objavljanju znanstvenih člankov in še posebej smo v drobnogled vzeli naše revije, ki izhajajo na Filozofski fakulteti in pogledali tudi, kakšno je razmerje med spoli pri tako imenovanih odličnih objavah. Spol v študijskem procesu je naslednje poglavje, ki smo se ga lotile. Tu smo poskušali opisati, kaj vse je bilo na tem področju narejenega, kajti opravili smo ogromno raziskovalnega dela na naši fakulteti preko fokusnih skupin, anket, poskušali mapirati situacijo v zvezi z tem, kako je z vnašanjem perspektive in dimenzije spola tako v študijskem procesu kot v raziskovanju. Spolno občutljiv jezik je poglavje, ki smo ga in problematika, tematika, ki smo se na Filozofski fakulteti posvečili že pred sprejetjem načrta enakosti spolov in v tem delu lahko preberete dve analize oziroma refleksije o tem, kako smo se tega vprašanja lotili. Spol in nasilje. V tem poglavju je popisan proces in rezultati posegov na Filozofski fakulteti v zvezi z regulacijo te problematike, kajti pred sprejetjem načrta enakosti spolov nismo na sistemski ravni imeli nobenega dokumenta, ki nam bi bil v pomoč pri uravnanju v takih primerih. V knjigo smo vključili tudi poglavje z naslovom Refleksije dobre prakse in pobude. V tem delu smo vključili refleksijo o tem, kako so se v naše delovanje na tem področju vključevale tudi študentke. Žal moram reči, da skoraj da izključno študentke, z eno samo se mi zdi skoraj da izjemo. Popisali smo dobre izkušnje mentorskega dela, ki smo ga izvajali tudi v tem projektu Gearing Roles. In še posebej smo ponosni, da smo popisali tudi uvedbo tega, čemu danes pravimo že tradicionalni dnevi enakosti spolov, ki so zaradi tega tudi bili promovirani v okviru našega projekta in vključeni v knjigo Handbook of Creating Gender Sensitive Curriculum, Teaching and Learning Strategies. Skratka, to se je izkazalo za dobro strategijo opozarjanja na neenakost spolov in širjenja vednosti na tem področju. V knjigo smo uvrstili tudi dokumente, kot so načrt enakosti spolov, strokovne smernice preprečevanja spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja, smernice za vključevanje perspektive in dimenzije spola v študijski proces in raziskovanje in navede tudi vse sodelujoče pri vsem tem delu. Imamo tudi, ker je knjiga išla v okviru projekta, tudi daljše konzepte v angleščini, tako da lahko tudi druga, ne samo slovenska publika, dobi nekaj informacij o tem, kar smo naredili.
Knjiga, in s tem zaključujem ta daljši uvod, se opravičujem, če sem bila predolga. Knjige ne bi bilo brez res ogromne podpore tako prejšnjega vodstva Filozofske fakultete kot sedanjega, za katero se seveda zahvaljujemo, brez ogromnega števila sodelujočih v delovnih skupinah NES, mislim, da jih je bilo vsekakor več kot 60, brez podpore Komisije za kakovost na naši fakulteti, brez podpore različnih služb na naši fakulteti, kot so kadrovska služba, računovodstvo, ZIF, in seveda brez kolegic, ki so delali skupaj z menoj na projektu. Med nami je danes Jasna Podreka in Tjaša Cankar, Žive Kos žal ni. Brez njih si seveda tega celotnega dela sama tudi ne bi upala lotiti. Tako da hvala vsem. Mislim, da je to nedokončana zgodba in da ta zgodba se morala vsekakor nadaljevati in vesela sem besed, ki nam jih je namenila dekana. Hvala lepa za tale uvod. Predlagam, da nadaljujemo kar z vprašanjem za vse gostje. In sicer, kakšne so bile vaše izkušnje in izkušnje vaših institucij pri nastajanju in uveljavljanju načrtov enakosti spolov v akademskem polju? Če lahko morda začnemo kar z vami, profesorica doktorica Vesna Leskošek. Vi ste vodili delovno skupino, ki je pripravljala NES na UL. Ali lahko poveste, kako ste pripravljali ta strateški dokument, kje ste začeli, koliko članic je sodelovalo in zdaj, dokaj ste prišli? Ja, najlepša hvala. Zdaj, za začetek je treba dati priznanje obema in Milici za vodenje celotnega procesa na Filozofski fakulteti in Jovani za delo, ki ga je opravil ZRC. Namreč, ko smo mi začeli delati načrt enakosti spolov za Univerzo v Ljubljani, sta bili to dve taki oprijemljivi sidrišči, na katera smo se naslonili na sami začetki. Začeti je namreč zelo težko, zaradi tega, ker prej ni nič. Vsaj na Univerzi v Ljubljani, kakšne posebne pozornosti spolu ni bilo. Od časa do časa se imate sami te izkušnje, se postavi vprašanje neenakosti med spoloma v naravoslovnih znanostih, tehniki, inženirstvu in matematiki, to, čemur pravimo STEM področje, češ, da bi morali privabiti več žensk, počasi se postavi tudi vprašanje družboslovja, češ, da je v nekaterih poklicih potrebno privabiti več moških. Tu se pa debate malo že končajo, okoli spola. Kaj globje okoli tega ne gremo. Tako da smo v začetku smo začeli za nič, bi rekla. Tako da takrat sem se jaz veliko konzultirala z Jovano in z Milico na začetku. No, potem smo pa vendarle stopili na svoje noge in začeli najprej z zbiranjem podatkov, ki so, moram reči, tudi prinesli nekaj spoznanja nasploh o tem, kako univerza deluje. Namreč na univerzi sami je bilo zelo malo podatkov. Nismo tako osnoven podatek, kot je na primer plačna vrzel, nasploh v plačah na univerzi nismo mogli dobiti. Ni sistematično, celo pravijo, da niso imeli še takrat podatkov o tem, kako se to dogaja na fakultetah, vsaj sigurnih ne. Zelo težko je bilo dobiti podatke o spolnem razmerju zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Mi smo jih na primer iskali po spletnih straneh, tako daleč je to šlo. Mi nimamo enotnega seznama zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Tako da skratka, imeli smo na začetku zelo veliko nekih težav. To zbiranje podatkov je bilo bolj ali manj v tej digitalni dobi ročno, kot je že Milica rekla. Potem smo se lotili dveh obsežnih anket, eno za zaposlene, eno za študentke in študente. Mi je žal, da na Univerzi v Ljubljani še zdaj niso dali teh rezultatov anket, ki so že pripravljeni na spletno stran in niso javno dostopni. Podatki so bili pa kar dosti ilustrativni, bi rekla. No in potem smo počasi začeli se ukvarjati po vseh teh analizah, podatkih, ki smo jih pridobivali, začeli ukvarjati z vsebino, potem je bila ta vsebina zelo široko debatirana.
Mi smo tudi srečo, ne bom predolga, bom tu končala, mi smo tudi srečo, da smo imeli v skupini Jasno Podreka, Milica že prej omenjala, zaradi tega, ker je pomembno področje načrta enakosti spolov, tudi naslavljanje nasilja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja. Jasno ima veliko znanja, izkušenj iz filozofske fakultete, tako da smo potem tudi ta del skupaj pripeljali do konca in do sprejema pravilnika. Tudi z kar trdim delom na univerzi. Namreč tu je bilo, si lahko predstavljate, veliko težav z sprejemom glede same problematike in razumevanja problematike. Mogoče sam še en tak bombonček za konec. Največ težav smo imeli z besedo enakost. Je zelo težko, beseda enakost se težko razume in težko se sprejme, zaradi tega, ker je ljudje ponavadi kar za istostjo zamenjajo, pa rečejo se moški in ženske smo pa tako različni, da ne moramo biti enaki. Ne moramo biti isti, enaki smo pa lahko. Tako da je ta prevod equality v enakost povzroča veliko nelagodja, ampak po drugi strani pa tudi odpira velikega prostora za razprave, kar je tudi zelo dobro. Hvala lepa. Spravi, slišali smo začeti je težko, ker prej ni nič, ni podatkov, ni evidenc. Delate manualno, profesorica, doktorica Milica Antič-Gaber, tudi na Filozofski fakulteti ste, če se ne motim, prvi med članicami, ki ste se pričeli ukvarjati z NES. Pišete v knjigi tudi o tem, da ste na začetku projekta ugotovili, da ste v nasprotju z nekaterimi drugimi sodelujočimi institucijami na samem začetku procesa. Se pravi, podobno vprašanje, kako ste začeli? Težko. Težko. Še nekaj bom razkrila. Pri nastajanju projekta nisem sodelovala. Pri nastajanju projekta je sodeloval potem kasnejši dekan Filozofske fakultete in je lepo, ko je postal dekan, izročil to v naročje in nisem imela druge izbire, kot da se to spustim. Seveda, po drugi strani pa na tem področju delujem že kar vrsto let kot raziskovalka in predavateljica, ampak pri nastanku projekta pa res nisem sodelovala in na začetku ni bilo lahko, moram priznati, ni bilo lahko, ker smo tavali v nekem prostoru in nekem projektu, kjer so bile druge institucije sodelujoče, ki so pa že imele nekaj izkušenj delovanja na tem področju. Eno od teh je imela že en mandat za seboj uveljavljene načrte enakosti spolov, druge institucije pa so delale neke sorodne projekte. Mi smo bili pa na totalnem začetku in res smo na začetku veliko časa porabili za to, da smo vstopili v to polje, ne glede na to, da nekega osnovnega znanja je bilo. Ampak tudi mi smo se naslonili na to, kar je delala Jovan Mihajlović-Trbovc na ZRC SAZU-ju, tako da smo se učili od njih in učili iz izkušenj različnih drugih univerz v Evropi. Druge univerze pa so imele v Evropi načrte enakosti spolov. Jaz mislim, da leta že 11 objavila nek tekst Mapiranje študij spola in feministične teorije na univerzi, kjer sem kot en primer povedala, kako univerza v Bologni ali pa univerza na Dunaju že vsako leto poročajo, kako je z napredkom v enakosti, kar se dela enakost spolov, tako da smo imeli neke primere, ampak kot je bilo rečeno, nismo pa imeli podatkov. In najbolj tisto osnovno, na čemer je tudi projekt gradil, je pokažite podatke in pokažite, da neenakost obstaja, da ni pri nas vse v redu, tako kot se običajno reče, vse pri nas je vse v redu. In jaz se dobro spomnim na enem od senatov Filozofske fakultete, ko naj bi sprejemali načrte enakosti spolov, ko se je oglasil kolega in je rekel,
Jaz pa predlagam, da mi tale sprejemanje tega načrta enakosti spolov odložimo, ki bo dal na začetek korone, te pandemije, ker ni tako urgenten primer, nimamo te stvari urejene, odložimo to, ko se bomo lahko v živo srečali. Dobro, da smo imeli takrat dekana, ki je seveda ta predlog dal, mislim, da je tudi celo izglasovan, ali pa ni bil, ampak smo diskusijo nadaljevali in načrt sprejeli. Če bi takrat se bilo kakšno drugačno vodstvo in bi to odložili, morda danes sploh ne bi imeli priložnosti o tem govoriti. Tako da na začetku se različaš. Doktorica Jovana Mihajlović-Trbovec, akcijski načrt za enakost spolov je bil v vaši instituciji potrjen že februarja leta 2018. Pa tudi za vas enako vprašanje, kako ste mes pripravljali na ZRCZU in kako je pravzaprav zasnovan. Mogoče, če lahko eno orodje povzamete. Hvala. Prav bi čestitala avtoricam in avtorjem knjige, da so uspeli nekaj tako ohlapnega in težko ulovljivega, kot je ta proces pripravljanja načrta za enakost spolov, da jim je uspelo to obvladati in spraviti v knjigo. Nama žal to naprimer ni uspelo in zdaj vidim prednosti tega, da se človek ustavi. Smo naredili, povzeli ta proces v parih člankih in sama nikakor nisem bila sama v tem. V bistvu sem bila tako nekako mlajši del tima, ki ga je vodila Tanja Petrovič, Ana Hoffman. In je to neki core tima, ki je ustvarjal načrt za enakost spolov za ZRC-SZU, seveda ob povezavi in pomoči s kolegicami iz Družbeno-medicinskega inštituta na ZRC-ju in upravo ZRC. Pri nas je zgodba malo daljša in drugačna, ker smo v bistvu že imeli ene projekte, ki so bili na nek način za nas priprava za načrt, znotraj katerih smo naredili te inštitucionalne raziskave, ki so ponavadi neki predpogoj za pripravo načrta. Torej, izpeljati neko anketo med zaposlenimi, izbrati neke kvantitativne in kvalitativne podatke. Zdaj je tukaj ZRC malo drugačen od univerze v Ljubljani in filozofske fakultete, ker je v bistvu manjša inštitucija, pa je lažje obvladljivi so podatki, seveda nikakor niso bili zbrani na enem mestu. To, kar se je pa nama pokazalo, da v bistvu kvantitativni podatki ne bodo veliko pokazali, kje so problemi, ker smo mi inštitucija, ki že ima večino žensk med zaposlenimi, ženski so tudi zastopane v organih odločanja, ne da se na prvi oč ta neenakost videti. Neenakost se je pokazala, seveda, ko smo upravljali intervjuje, fokusne skupine in zagrabili tiste v bistvu večplastnosti neenakosti in nekako problemu pristopili intersekcionalno. Na ZRC-SZU se je pokazalo, da je v bistvu, da obstajajo pomembne generacijske razlike, da se spolne razlike kažejo predvsem v napredovanjih oziroma doseganju tega, kar je neka odličnost, medijska izpostavljenost, ne pa nujno v samih, naprimer, znanstvenih nazivih. In na ZRC se je pokazal preč problem prekarnosti oziroma intenzivne prekarizacije dela in zaposlitev mlajše generacije, ki nikakor ni samo problem žensk. In se je, naprimer, pri ocenjevanju, zaznavanju problemov pokazala ena razlika, da so v bistvu mlajši moški pogosto bliže v njenih stališčih mlajšim ženskam, zaradi tega, ker delijo z njima probleme, kot so v bistvu nestalne pogodbe, projektno delo, ki je zelo velik problem za, naprimer, izpeljevanje neke kontinuitete znanstvene raziskave in ki v končni fazi pripelje do neke prepoznanosti. Tako da v bistvu to, kar smo mi zaznali kot probleme, se na prvi oči ni najboljše vklapalo v te smernice, kako naj bi načrti za enakost spolov morali izgledati. In v bistvu skozi cel ta proces in skozi tudi refleksijo z kolegicami iz drugih inštitucij, ker smo se v
v okviru projekta ACT, kjer smo naredili eno takšno skupino Alt plus, ki smo jo imenovali, in v njej so bile tudi Vesna in Milica. V bistvu smo tudi nekako kritično reflektirali te dobre prakse in sugestije, ki naj bi jih uvažali iz Zahoda in aplicirali pri nas. In prišli do spoznanja, da v bistvu rešitve, ki so dejansko efektivne, so tiste, ki dejansko naslavljajo konkretne probleme specifične inštitucije, ki se dajo vključiti v institucionalne prakse dolgoročno in da so včasih kakšne rešitve, da so še bolj počasne, rešitve bolj efikasne, da je treba razmišljati o tem, kako jih vključiti v inštitucijo. Tako da smo mi, na primer, šele zdaj, par mesecev v bistvu nazaj, ustanovili Komisijo za etiko, integriteto in enake možnosti na ZRC SAZU, ki bo naprej skrbela za monitoring, izvajanje in prenavljanje načrta za enako spolov kot nekega dinamičnega dokumenta, ki se vsake 2 leti v bistvu prenavlja in zastavlja nove cilje in revidira dosežene. Ker so se v bistvu večina naših projektov, znotraj katerih projekti se iztekajo, znotraj katerih vi, na primer, napišete en dokument, da bi on dejansko imel efekte, je pomembno, da to postane del same institucije. Hvala lepa. Doktorica Romana Jordan, tudi vi prihajate iz specifične institucije, če lahko tako rečem. Kaj vsebuje NES, ki ste ga pripravili na Inštitutu Jožef Stefan? Kakšne so vaše izkušnje? Najprej želim seveda čestitati kolegicam za to, kar ste dosegla vsaka na svoji inštituciji, pa seveda profesorici Milici Antič-Gaber in vsem ostalim avtoricam in avtorjem za knjigo, ki bo tudi nam zagotovo zelo koristila. Jaz sem že malo preposlala PDF file in so bili zelo dobri odmeri. Ko sem vas prej poslušala, kot ste govorili o svojih začetkih, ste rekli, ste se omenile, mi smo začeli pa iz nič. In sem sama pri sebi razmišljala, če ste vi začeli iz nič, potem smo mi začeli verjetno tam pri minus 20, minus 50. Pri nas ni bilo te tradicije sploh o tem razmišljati. Tudi ženske kolegice, mi smo pač inštitut, okrog 1200 nas je zdaj malce manj, z področja naravoslovnih znanosti, tehnologij, ved o življenju. Tako da, seveda, na to so bile morda občutljive nekatere kolegice, vodje odsekov, tu in tam kakšna pri izvajanju projekta, tako da je morda kakšen projekt tudi vseboval te vsebine, ampak o tradiciji pa nismo mogli govoriti. In seveda, tudi pri nas je bilo tako, da se pravzaprav to sploh ni pomembna tema, ker veljajo vsa pravila enako za vse. In na ta način, seveda, inštitut ni bil odprt, lahko danes povem, ni bil odprt za razmišljanje o raznolikosti, za odprtost do drugačnosti. In vse to se je seveda pokazalo, ko smo se pripravljale na projekt, katerega cilj je seveda načrt enakosti spolov in potem seveda tudi njegovo izvajanje. Že leta 2016 se je zbralo 8 kolegic, izvrsten tim. To so bile vse in so še ugledne raziskovalke, nekatere tudi vodje odsekov, nekatere bivše vodje odsekov, tako da nam nihče ni mogel oporekati, da želimo skozi stranska vrata kakšno osebno ambicijo izživeti, ker je to pomenilo samo dodatno delo za nas. In takrat smo začeli pripravljati podatke, kar je bilo že velikokrat omenjeno. Ne bom še enkrat ponavljala vsega, kar je že bilo rečeno, ker je tudi res za nas inštitut, ampak preko teh podatkov, ki smo jih potrebovali za utemeljitev projekta, se je pokazalo, da to potrebujemo. Potem smo morali 5-krat kandidirati na Evropsko komisijo, da smo končno projekt dobili in ga leta 2021 smo ga začeli izvajati. Kljub temu, da smo v ekipi
tej core ekipi, jedrni ekipi same kolegice, same ženske, so se nam takoj priključili tudi naši moški kolegi. To pa res moram poudariti in to je pomenilo kar velik zagon pri našem delu. Pri svojem delu seveda smo uporabili znanje iz mehanizmov, inštrumentov, ki ste ga razvili naše kolegice in kolegi z področja družboslovja. Tega znanja je v konzorciju ogromno. Obrnili smo se tudi na Filozofsko fakulteto profesorico dr. Milico Antič-Gaber, ki nam je zelo pomagala pri izvajanju projekta. Tako da smo z uporabo vseh teh različnih inštrumentov dejansko vključili, prav pazili smo, da imamo reprezentativen vzorec. Ne samo moški, ženske, ampak tudi starostne skupine, potem pri nas tudi področja, ker imamo biologijo, biokemijo, fiziko, potem informacijsko komunikacijske tehnologije, kjer je ogromna raznolikost. Vse to smo morali nekako pokriti in tudi tu se je tudi pri nas pokazalo, da problemi, ki smo jih sprva mi same razumeli, kot da so problemi, s katerimi se soočamo ženske, pravzaprav nekako problemi neoptimalnega delovnega okolja. In da s tem, ko pripravljamo načrt enakosti spolov, pravzaprav izboljšujemo delovno okolje za vse. Da so tudi mlajše generacije naših moških kolegov delujejo drugače kot naši moški kolegi iz naše generacije in da tudi tem mladim ljudem mnogo bolj pomagamo s tem, ko odpiramo oči, kaj se pri nas na inštitutu dogaja, kje imamo ovire. S tem pa seveda upam, da bomo na dolgi rok poskrbeli tudi za to, da bo naše delovno okolje bolj prijetno, in da bo tudi bolj konkurenčno v evropskem prostoru, ker imamo probleme s pridobivanjem človeških virov. Zdaj sem se oddaljila od vašega vprašanja, ampak naš načrt enakosti spolov, ki je bil sprejet 20. oktobra lani, uradno sprejet, je pravzaprav zelo enak, podoben, načrtom enakosti spolov drugih inštitucij. Ta poglavja so seveda več ali manj enaka kot druge, ukrepi so pa seveda specifični za inštitut. Da ne bom predolga, prav vsako od področij vsebuje seveda osveščanje, ker pri nas moramo res veliko govoriti o tem, da ljudje razumejo, zakaj je to potrebno. Jeziku smo in še bomo posvečali veliko pozornosti. Potem seveda izobraževanje, sem že omenila, promocija, ki je seveda so drugačni ukrepi, pa potem seveda spremembe notranjih aktov, posebno poglavje tudi, kako naslavljati enakost spolov pri raziskavah, tudi v naravoslovju, ki so lahko pravzaprav raziskave konkurenčnejše, če se zavedamo tega pomena. In pa seveda eno veliko in pomembno področje etika, kjer smo sicer že imeli neke notranje akte pripravljene, formalno bi rekla, da približno ustrezajo, ampak zavedali se jih pa nismo jih implementirali. In mislim, da zdaj ta načrt predstavlja kar velike spremembe za inštitut. V knjigi lahko preberemo, da naj bi bila v okviru načrtovanja in izvajanja NES osnovna skrb posvečena prizadevanjem za trajnostne spremembe v institucionalnih mehanizmih, v politikah, praksah, postopkih, ki spodbujajo enakost spolov. Zato bi vas vprašala, kako boste zagotovili spremljanje in uresničevanje oziroma izvajanje teh načrtov in trajnost, da NES ne bo samo črka na papirju. Profesorica dr. Vesna Leskovšek. Zdaj ste pa drezi na osi, gdje smo vprašanje. Ja, res je. Zdaj, to je treba razumeti, da s tem, ko zaključimo, en delček te zgodbe okoli NES-ov je bil tudi ta pritisk Evropske komisije, zelo pomemben.
da pač ni bilo mogoče pridobiti nobenih evropskih sredstev, če inštitucija nima sprejetega načrta enakosti spolov. Ne. Tako da je bila po svoje univerza, jaz lahko zato govorim, porinjena v to, malo potisnjena zaradi tega, da je izpolnjevala pač ta pogoj pridobitev sredstev. Ne. Tako da jaz mislim, da je bil tudi en tak pomemben moment, da je tako gladko bil dnes ljubljanski za UL Ljubljana tudi sprejet. In malo ta pritisk odseva tudi zdaj to dogajanje po sprejetju, namreč zelo dolgo časa po sprejetju tega načrta se na Univerzi v Ljubljani niso ustrezno organizirali, da bi lahko začeli ta projekt tudi uresničevati. Ne. Tako da Ljubljanska univerza malo zamuja z implementacijo načrta enakosti spolov, ampak vendarle so se stvari začele premikati. Sprejet je zdaj ta načrt, implementacijski načrt, načrt uveljavljanja tega načrta, kar je zelo pomemben in kar danes sem dobila vabilo v eno skupino za spremljanje uresničevanja NES-a na Univerzi v Ljubljani. Tako da vidimo, da smo lahko prepričani, da so neki koraki naprej že, ampak poudarjam pa, da kar zamujamo z implementacijo. Tako da se tukaj se znajo stvari zdaj malo kresati. Ne? Profesorica doktorica Milica Antič-Gaber, kako torej zagotoviti izvajanje načrta? Spet težko. Ampak nekatere stvari se dajo peljati naprej. Recimo, mi smo ena od stvari, ki smo jo sprejeli, mislim, da se bo dalo jo izvajati, in to je letno poročanje o stanju stvari z enakostjo spolov. Če bo letni poročilnik Filozofske fakultete, to poglavje je zdaj postalo na nek način obvezno. To smo predlagali tudi, da postane poglavje na Univerzi v Ljubljani. Zdaj, to je nekaj, kar visi nam nad glavo, vprašanje pa je, kako bomo poročali. Če bodo te baze podatkov, ki smo jih nastavili tudi v novem tem informacijskem sistemu na Univerzi, res usklajene, potem bomo mi lahko dobili podatke, ki pa jih bo seveda treba na nek statističen in smislen način pogledati, predelati in analizirati in videti, kaj se nam dogaja. Zato pa seveda rabimo tudi nekoga, neko osebo, nekoga, ki bo na tem delal. Naš projekt se je iztekel, mi seveda na tem ne bomo mogli reči na ta način delati, kot smo zdaj. To ne pomeni, da bo jaz in moje kolegice nehali na tem delati, ampak zagotovo toliko časa ne bomo mogli reducirati za to. Zato je dobrodošel predlog, ki ga je predstavila dekanja, torej če bi dobili potrjeno sistemizacijo novega delovnega mesta, da bi nekdo v administraciji to delo prevzel, se bo to lahko nadaljevalo. Druga stvar je pa seveda spreminjanje organizacijske kulture. Mislim, da smo vse na nek način govorili tudi o tem, kako pomembno je, da se spreminja odnos do tega vprašanja v nekem okolju. Jaz sem prepričana, da na naši fakulteti pred tem, preden smo se začeli ukvarjati z načrtom enakosti spolov, ni bilo toliko govora o enakosti spolov, kolikor ga je bilo po tem, oziroma v času nastajanja in po tem. Nekaj se dogaja, nekaj se spreminja in se mi zdi, da to je zelo pomembno. To je počasen proces, to pač treba računati. Tu ne more priti do hitrih nekih sprememb. Zato je tudi neka taka stvar, kot so dnevi enakosti spolov, vpliva na to, na spreminjanje te organizacijske kulture, kar zdaj vidimo pravzaprav vsaj na Filozofski fakulteti, na koliko oddelkih se nekatere stvari dogajajo, ker ne pridejo v javnost, ne vemo, tudi mi nismo vedeli, recimo, da kolegice na oddelku za antropologijo in ekonomijo in kulturno antropologijo delajo luštne stvari v zvezi s tem, oziroma zelo koristne stvari v zvezi s tem, ali pa da na psihologiji, zdaj izpostavljamo oddelek, ko morda ne bi smela, pa malček premalo delajo na teh vprašanjih. Tako da se stvari dogajajo in mislim, da se mentaliteta tudi starejših, predvsem profesorjev, pa tudi profesoric v zvezi s tem, ali je to vprašanje pomembno, da se z njim ukvarjamo, spreminja.
In to je nekaj, na čemer pravzaprav bomo morali graditi. Konkretni neki koraki pa bodo res odvisni od tega, ali bomo imeli finančne sredstva za pokritje nekoga, ki se bo s tem dlje časa ukvarjal, in seveda, kako se bo širilo to področje delovanja na filozofskem. To bo zelo pomembno. Finančna sredstva pa so odvisna od koga? Že tistega, ki imamo šniče, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Upam, da bo visoko šolstvo dobilo Ministrstva za finance. prav delež finančnih sredstev, ne samo inovacije, če se lahko dobro. Vprašanje je skoraj da retorično, vsekakor je zelo dobrodošel predlog glede morebitne pisarne in osebe, ki bo na tem dela. Doktorica Jovana Mihajlović-Štrboc, v knjigi sem prebrala, da ste dejali, da nobena institucija v Sloveniji očitno do zdaj ni ustanovila enote pisarne za enakost spolov ali imenovala odgovorne osebe kot delovno mesto, seveda, ki bi skrbela za enakost spolov in bila zadolžena, kot že rečeno, za ta nek stalni nadzor nad temi vprašanji znotraj institucije. Se na ZRC SAZU premika kaj v tej smeri, se pogovarjate o tem in mogoče na kratko, zakaj je to pravzaprav sploh pomembno? Samo en popravek, se mi zdi, da sem ta članek napisala preden je Inštitut Jožef Štefan odprl prvo delovno mesto, ki se prav imenuje Svetovalka za enake možnosti ali enako spolov. Ja. No, tudi to sem, ta članek sem napisala preden smo na ZRC ustanovili. To ni sicer delovno mesto kot tako, je v bistvu delovna obremenitev v višini 10% plače oziroma pozicije. In ta pozicija se imenuje Svetovalka za enakost spolov, trenutno sem to jaz na ZRC, in to je nekaj, kar v bistvu jaz delam poleg svojega raziskovalnega dela in dobivam 10% plače za ta namen. Imamo prav tako svetovalca za etiko in integriteto v raziskovanju, to je Rok Benčin iz Filozofskega inštituta. In to ni najboljša rešitev, ker je to v bistvu poleg raziskovalnega dela tukaj delovna obremenitev in mislim, da je idealno imeti osebo, ki je prav zaposlena na upravi, administraciji in ki bo full time skrbela in nadzorovala tudi izvajanje, poleg tega, da ima neko strokovno za to področje. Ker iskreno, jaz bi najrajše sedela v arhivu in knjižnici in pisala. Enostavno nimam ne kapacitet, ne želje do te mere se ukvarjati z praktikalijami, organizaciji dogodkov, spremljanje statistike in tako naprej. In sem to trenutno rešitev vidim kot neko prehodno rešitev. Stvar, ki bo malo bolj trajnostna, ampak spet temelji na nekem dodatnem delu raziskovalcev, je Komisija za etiko in integriteto in enake možnosti, ki sem jo omenila. Predsednica je Mirjam Kladnik-Milharčič, nadomestnik predsednice je Boris Kern, ki je tu, ki se tudi ukvarja z vprašanjem vključujočega jezika. In smo tudi skupina zaposlenih na ZRC, ki smo volontersko pristopili k temu delu in zaenkrat bo ta komisija imela nalogo izvajati ta nadzor izvajanja in pripravljanje novega načrta, kot sem rekla. To je neka trenutna rešitev, ampak jaz to vse gledam kot en dinamičen proces. Gledam tudi, naprimer, kako smo ene stvari zastavili v samem načrtu, pa se v njegovem izvajanju pokazalo, da v bistvu, naprimer, te rešitve niso aplikabilne direktno. Ali, naprimer, hoteli smo ustanoviti nekaj, kar je zelo zaželeno in se izvaja, a to je, naprimer, štipendija, ne štipendija, ampak finančni dodatek za tiste, ki so dobili štipendijo za odhod v tujino, da lahko s sabo vzamejo družino, ker se je pokazalo, da je v bistvu za ženske ta nemoč
uskladiti družinske obveznosti, prioritete z odhodom v tujino, ena od preprek pri napredovanju. Pokazalo se je, da je to v bistvu tehnično zelo težko izvesti, čisto ker vi kot delodajalec ne morete nekaj v obliki štipendije dati svojemu zaposlenim. In zdaj se, naprimer, prav so si iskali neke ad hoc finančne rešitve, zdaj se to proba skozi neka razvojna sredstva, ki jih omogoča nov zakon izpeljati. Hočem reči, da so to v bistvu na to treba gledati kot dinamičen proces in idealno je, če obstaja ena oseba, ki pozna tudi zakonodajo, funkcioniranje inštitucij in se ukvarja s tem, da konkretne ideje spelje v neko prakso, ki je ponavadi komplicirana in odvisna od nekih strukturnih dejavnikov. Doktorica Romana Jordan, se mislim, da ste prej že omenili svetovalko za enakost spolov in etiko. Mogoče nekaj besed na kratko o tem, zakaj je pravzaprav res pomembno takšno delovno mesto? Z veseljem bi vseeno večkrat na trajnost še odgovorila širše. Zakonodaja je zelo pomembna. Kolegica Leskovšek je že omenila pritisk Evropske komisije. Moramo tudi omeniti pritisk slovenske zakonodaje od 1. januarja lani z novim zakonom, kjer bomo inštitucije morale poročati tudi o tem področju. Morali bomo imeti akcijske načrte in poročati, kaj smo na tem področju naredili in jaz upam, da bo politika ostala pri teh zahtevah in vztrajala in potem seveda zakonodaja tudi pri teh specifičnih primerih, s katerimi se seveda tudi mi srečujemo. Se pravi, zakonodaja je res izredno pomembna, bom večkrat kritična tudi zato, ker so naše inštitucije malo bolj rigidne, pa pasivne glede tega, pa nas mora nekdo mogoče pritisniti. Ampak potem, ko začnemo delati, pa delamo in smo veseli teh sprememb. Pri nas je v okviru projekta Atena se imenuje oblikovan odbor INES, to je odbor, ki spremlja implementacijo načrta enakosti spolov. Mi imamo tudi načrt, da ga bomo ob izteku projekta dvignili na nivo inštituta, se pravi, da bo del organizacije inštituta in že ves čas izvajamo tudi projekt na ta način, da imamo v mislih to trajnostno komponento. Tudi recimo vsako leto pregled podatkov, poročanje znanstvenemu svetu, predlaganje novih ukrepov, ker že sedaj vemo, da načrt, kakršen je seveda samo prvi korak in je ogromno novih stvari še za narediti. Oseba, ki smo jo zaposlili, je prišla k nam 15. septembra lani. Ima znanja z področja družboslovja, tudi z področjem enakosti se je ukvarjala, mogoče nekih drugih marginaliziranih skupin, ampak vsekakor ima znanje z tega področja in seveda tudi drugačen pogled kot mi, ki smo članice konzorcija in je takoj bila izredna dodana vrednost. Tudi recimo kakšnih, vi si verjetno sploh ne predstavljate, ampak mi določenih pojmov nismo razumeli. In je profesor Santič Gaber morala nam razlagati, kaj pomeni, mi smo se morali to naučiti. Tako kot bi se vi morali, če bi šli v kvantno fiziko ali pa, ne vem, varnost, internetno varnost študirati. Za nas je bil tudi izraz enakost spolov nelogičen. Tudi zame, se sem vas vprašala tudi osebno, tako da ta oseba skratka zdaj res pomaga že pri izvajanju projekta Atena, vključujemo jo, da nam pomaga pri določenih nalogah samega projekta, hkrati pa vstopa tudi na področja, ki s projektom niso pokrita. Tako da lahko malce širše zagrabimo to delo. Tudi recimo lotila se je pregledovanja vseh notranjih aktov, ki jih imamo, ker je ta sistem izredno pregledan in poskuša ugotoviti, kaj sploh izvajamo, česa ne izvajamo, kako sploh recimo poskrbeti za to etičnost, nimamo niti komisije, s postopkom se ukvarja. Skratka, jaz mislim, da je to velika dodana vrednost in ona tudi zagotavlja, da bomo šli po tej poti, da bo trajnico, ker smo jo zaposlili za nedoločen delovni čas.
To je delovno mesto, ki ga moramo imeti. Je pa bilo nekoliko lažje to narediti, ker smo bili izredno podhranjeni na inštitutu, nasploh pri marsikaterem delovnem mestu, še tudi v samem načrtu pišemo, recimo, mi nimamo pisarne za razvoj kadrov, pa je nujno potrebna. In smo dali kar v načrt enakosti spolov, zato da se bo na inštitutu naredilo. Ker jaz mislim, da samo pritisk zaposlenih je premalo. Treba je poskrbeti, da je stvar nekje zapisana in da nekdo od zunaj pregleda, ali smo tisto res naredili in potem pritisne na nas in vpraša, zakaj pa tega niste realizirali in da potem to nekako preko financiranja pride nazaj na inštitut in se zavedamo, da moramo to narediti. Jaz mislim, da zdaj sistem je tak, da ta povratna zanka deluje in da tu vprašanje denarja je bolj vprašanje, ali se bo inštitucija odločila ali je namenila za ta namen. Ker zdaj ta denar imamo. Hvala lepa, primer dobre prakse. Torej, morda še, bi morda katere še kaj dodala, če ne pa odkremo diskusijo. Prosim, če so kakšna vprašanja, mnenja, izvolite. Bi se jaz oglasila, vaša pripomba je bila zelo na mestu, ker mislim, da je podoben problem imamo tudi v univerzitetnem prostoru, da smo tam neki redni uveljavljeni profesorji na pozicijah, ki se nam zdi, da je vse v redu in nas skrbi samo to, da nas bodo počasi začeli potiskati v pokoj. Hkrati pa za nami cele generacije mladih, ki so zdaj tudi že mogoče manj mladi, ki so stari že 40 in več let in še vedno v prekarnih pozicijah. Da enostavno se te stvari ne urejajo tako, kot bi se lahko in da dejansko mlade bolj kot vprašanje spolov druži vprašanje tega, bodo sploh prišli kdaj do neke pozicije, kjer ne bodo več se bali za službo. To je potem še toliko bolj vidno, da dejansko treba premikati meje v glavah. Ko je recimo bil razpis za mlade raziskovalce zdaj na univerzi, zdaj po novem, vse kvote so noter. Ampak kaj pa iz tega pride, je pa čisto nekaj drugega. Zato, ker dejansko vsak bi rad tisto svojo priložnost, ne vem, ali temu rečem tudi skrb zase ali celo pohleb, tisto priložnost, da konec koncev vse si je zaslužil, pa samo enkrat se naslednjič bomo pa poskusili potem tako bolj po teh kvotah. Glavno, te stvari so problematične, so med nami in mogoče ne samo vprašanje enakosti spolov, ampak tudi širše. Treba gledati in tudi ves čas potrebujemo nekoga, ki nas stalno opominja, da ne zaspimo. Lahko sam zelo ste me nagovorila za tem vašim komentarjem. Saj to je recimo ena od takih stvari, ki je zelo pomembna. Recimo te strukturne neenakosti se kažejo tudi zaradi sistema napredovanj pa pridobivanja nazivov. Recimo bom izpostavila primer fakultete za elektrotehniko. Ta je bil zelo razvpit, javno tudi znan, tako da ga vsi verjetno poznate. Še po tistem, ko smo na univerzi že začeli govoriti o enakosti spolov, se je potem zgodilo pri njih to, da so imeli senat brez ene same ženske. Se spomnite, to je bilo, mislim, da je 3-4 leta nazaj, ali tako nekak 3 leta mogoče. Niti ene ženske niso imeli v senatu. Zdaj, kako se jim je to zgodilo? Zgodilo se jim je tako, da imajo oni nek sistem reprezentacij v senatu. Se pravi, iz teh enot, ki jih imajo, ne vem dobro, kako so organizirani, iz enot, ki jih imajo, potem so vodje tistih enot, pridejo potem noter v senat. In kaj se je pa izkazalo, da nobena ženska ne vodi teh struktur. Tako da se mi je potem zgodilo to, da kljub temu, da so takrat so oni že začeli, zato, ja, točno, na elektrotehniki so že začeli več govoriti o enakosti spolov. Takrat je bila tudi Stajmenova Duh,
zdajšnja ministrica, tudi pri njih zelo aktivna okoli enakosti spolov, pa se jim je zgodil ta spodrs brez ene same ženske v senatu. Ne. Potem so naredili tako, da so eno dali v senat. Ne. Da je bil to senat izključno moški za eno samo žensko. Ne. In tukaj se kaže, da obstajajo neke strukturne ovire, ne, za to, da pridejo, da se te odbori pač ustanovijo. Zdaj, še ena stvar je, to pa tudi ne okoli mladih raziskovalcev, da sem glih dobila eno vprašanje okoli tega zadnjega razpisa za izjemne mentorce in mentorje, ki je bil pred kratkim, ne, in menda je večina moških prijavljenih. Kljub kvotam, tako kot pravite, kljub tem stvarem je menda večina moških mentorjev. Ne. Kako se to lahko zgodi? Tudi zaradi tega, ker se začnejo, kar pravite, se začnejo kopičiti reference. Če hočeš biti izjemen mentorca, moraš imeti izjemne reference, se začnejo kopičiti te reference zgoraj. Ne. Zgori pa vemo, da so škarje razprte, to ste tudi vi omenjali, ne? Da je več moških rednih profesorjev, kot pa imamo rednih profesoric. Ne? In avtomatično se pa z tem kopičenjem referenc nekje, ne, začnejo pač ustvarjati neke pozicije moči in tako naprej. Ne? Tako da obstajajo zares te sistemske ovire, kako zagotavljati enakost nasploh na univerzi in v znanstvenem prostoru. Ne? Da ne bo izgledalo vse tako rožnato, ker sem sama kot oseba pozitivna, pa iščem pozitivne stvari, ampak moram pritrditi in tudi povedati, da na inštitutu opažamo, da se stvari, statistični, kvantitativni podatki po letu 2018 na tem področju slabšajo. Kljub vsemu temu, kar sem omenila prej. Tako da je res skrajni čas, da smo začeli gledati, preštevati, šteti, analizirati. Ne razumemo še, kaj se je zgodilo. Ne razumemo, to moram iskreno povedati, ampak očitno je bilo nekaj pred 25-30 leti dobro, kar je povečalo število žensk na odgovornih položajih na inštitutu, ampak še vedno ne preko tistih magičnih 30%. Ne. Po letu 2018, sploh pa s korono, se je pa situacija poslabšala. In je treba videti, kaj to je. Da, še kakšno vprašanje? Bi mogoče stala samo tako malo refleksija na to, kar je bilo rečeno, pa še en pomislek. Se mi zdi, da bo dejanski izziv iti korak dlje od same te politike identitete, da prištevamo moški in ženske in dojemamo pač moške kot moške, ženske kot ženske in v to upisujemo, ne vem, vrsto enih predsodkov proti v bistvu katerim smo. Ko rečemo tudi spol, kaj v bistvu s tem dejansko mislimo. Vlasta Jarošič je enkrat rekla, da je za njo dejanska mera enakosti spolov vprašanje, kdo puca skret. In kar v bistvu to pomeni, da je treba gledati na to, kako dojemamo skrbstveno delo, tako doma, kot skrbstveno delo v službi, skrb za mlajše kadre, čustveno delo podpore kolegicam in kolegam, ko iščejo postdoc ali končujejo doktorat. To so, naprimer, timsko delo, ki se ne prepoznava neki znanstveni objavi, za katero boste citirani, ampak je, naprimer, pomoč pri neki temeljni raziskavi, iz katere se kopiček še ne vidi. In če je to skrbstveno delo samoumevno, nekako bolj ženskam pripada, ali bolj pripada tistim, ki nimajo izbire, ali bodo nekaj delali ali ne. To so naprimer ljudi
iz revnega ozadja, tisti, ki niso otroci intelektualnih, premožnih staršev, ki lahko financirajo njihovo nedobičkonosnost do 30. leta, kako ponavadi izgleda začetek znanstvene kariere, da vi v bistvu vrsto let delate za nič ali za drobiž in vas preživlja vaša družina, dokler ne naberete reference, s katerima začnete dobivati dejansko službe, ki so spodobno plačane. Torej, če ste iz revnega ozadja, ste v štartu izključeni iz cele ene vrste kompeticije in migrantki in migrantke, jaz sem sama na humanističnem področju, moja čefurščina oziroma na glas se bo vedno slišal in ena vrata bodo vedno zaprta zame. Kako zdaj vse te različne aspekte upeljati skupaj in jih vključiti v nekaj, kar se imenuje načrt za enakost spolov in se začenja z preštevanjem moških in žensk, to se mi zdi dejanski velik izziv. Naprimer, nama se je to pokazalo, ko smo to komisijo probali sestaviti, smo v pravilnik za izbor, probali vključiti vse te aspekte, da nekdo predstavlja, ne vem, različne vrste manjšinskosti, pozicij, generacij, disciplin in tako naprej. Pa 6 mesecev smo rabili, da smo izbrali, mislim, da so se poklopile vse te kategorije. In to se mi zdi naloga za naprej, nekaj, o čem je treba razmišljati, ampak ne tako čez pavc iskati neke rešitve, ki ne vem, lepo izgledajo na papirju ali formalno izpolnjujejo, zdaj imamo enega geja v senatu, pa zdaj imamo tako naprej, ampak da bomo dejansko razmišljali o tem, kaj so viri neenakosti v tem akademskem polju. A lahko jaz Še nekaj dodam. V francoščini obstaja ena knjiga, ki ima naslov Identité meurtrière. Smrtonosne identitete. To knjigo morajo prebrati vsi francoski srednješolci, preden grejo na maturo. Amin Malouf je avtor. Zdaj, s študenti smo se tega prevajanja lotili med korono, pa zdaj predvsem ta projekt pred uresničitvijo bremzam jaz, ker nimam več časa zaradi pozicije, ampak upamo, da bomo to kmalu lahko izdali v knjižni obliki in to je točno to, kar ste zdaj rekli in mislim, da bi to res lep zaključek za danes. Če je še kakšno mnenje, kakšno vprašanje, prosim, če ne pa morda res zaključimo. Nihče? In se pa zahvaljujem seveda vsem vam, ki ste tukaj, tistim, ki nas spremljate preko spleta in seveda hvala vam, spoštovani gostje, tokrat na okrogle mize, za ta pomemben pogovor. Hvala lepa, preden zaključimo, samo še povabilo, da se še malo zadržite skupaj z nami, da še v neformalnem klepetu morda nastane kakšna dobra ideja, kako nadaljevati vse te naše projekte. Hvala lepa.